Prisrčen dober dan oziroma dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ter dobrodošli na zadnji tekmi 8. kroga prve lige Telemach. V Stožicah smo v pričakovanju tekme med Bravom in pa Domžalami. Gre za trenutno 7. in 10. uvrščeno ekipo prve slovenske nogometne lige, še posebej pri Domžalah pa gre za zelo veliko sprememb, ki jih bomo omenili seveda tokom prenosa. Tukaj so že rezultati že odigranih tekem. Radomlje so včeraj pripravile veliko presenečenje in veliki preobrat, 3-2 so ugnali Olimpijo. Stanković in Babola, še enkrat Stanković, dvojna podaja, Stanković ima priložnost, strel Stankovića, vendar brani Matičić. Še enkrat poizkušajo, Faje slabo izbil, Stanković pa znova pri žogi. Dobre, sedaj Matičić posredo, pa še eno posredovanje domžalskega vratarja in ostaja pri izidu 0-0. Kijovana. Ampak tukaj ni bilo nobene namere po igri z roko, pa sedaj priložnost za Pečarja, Pečar, žoga ste odbila in 1-0. Martin Pečar je popeljal Bravo v 23 minuti v vodstvo in tako Bravo vodi z 1-0. Sicer nekaj smole za Domžalčane, kajti žoga se je odbila od enega od igralcev Domžal. Martin Pečar pa je zabeležil svoj tretji zadetek v letošnji sezoni. Poglejmo še enkrat, takole je praktično vse postoril sam. Ja, pa mislim, da se ni nihče dotaknil žoge, ampak se je enostavno odbila od travnate zelenice, takole je poskočila in presenetila Benjamina Matičića. Bravo pa sedaj vodi z 1-0. Tukaj se bo lepo videlo, ja, tako je odigrali v vsaj delno dobro in bi si zaslužili vsaj kakšen remi oziroma točko. No pa še ena smola skoraj da za Domžale, ko je Vujčić žogo poslal v kot. Stanković iz kota. Stanković tokrat v ostrči kazenskega prostora. Gidado se je odločil za strel, ampak grdo zgrešil žogo. Babola, sedaj je napravil napako Babola. Sodnik pušča prednost in Nino Milić ima kar nekaj prostora. 3-3 v napadu. Milić je odločil za strel. Dobra akcija je bila tole. Dvakrat je posredoval Likar, pa še enkrat Milić, tokrat pa je z levico zapravil lepo priložnost, da bi Domžale izenačile. Ampak kot smo lahko videli v počasnem posnetku, je igral z roko. Nino Milić podaja z kota, drugi kot je bil to in prečka je rešila sedaj Bravo, ob te pa še prekršek v napadu. Predvsej sreče so imeli sedaj nogometaši Brava. Tekem v prvi ligi, kot rečeno, največ za Radomlje. Pa sedaj podaja v kazenski prostor. Stanković je poizkušal, Selan pri žogi. Selan poizkuša mimo Omoregija. Selan je v kazenskem prostoru, lepo za Jovana, ampak previsoko Gašper Jovan. Sedaj je tempo zares padel. Viktor Gidado takole spodaja v kazenski prostor. Stanković se odloči za strel, tole pa bo še en kot. Ja, prav je, da se v prvi ligi daje priložnost domačim in pa predvsem mladim nogometašem, ampak tudi izkušeni igralci so potrebni. Morda pridejo do prve točke v letošnji sezoni. Faje se odloči za strel in 1-1. 1-1, Tonči Žlogar pa je stekel skoraj da na sredino igrišča. Ja, to so Domžalčani potrebovali. Faje pa je z nekaj sreče pripeljal Domžale najverjetneje do točke. 91. minuta in po odboju žoge, ki se na to odbila tudi od prečke v gol za hrbet Urošu Likarju, je Falou Faje dosegel svoj prvi gol v dresu Domžal. Takole še enkrat, dobro je ustrelil Faje, še z tega zornega kota. Ja, mislim, da se je dotaknila enega od nogometašev žoga in Likar je bil tukaj povsem brez močija. Odlično desni zunanji Efe. Zdaj pa še menjava Venus Babola. Kako ste vi videli ta obračun? Ja, v prvi polčas nismo štartali tako, kot smo si želeli. Dobili smo nesrečen gol, potem pa v polčasu smo glavi dali skupaj, naredili plan in šli na polno menjave, so dali
ko so prišli notri, to, kar so rabile in na koncu nas je nagradili z zadetkom v zadnji minuti. To je bila 8. tekma, pa šele prva točka za Domžale. Verjetno je težko, sploh vam mladim nogometašem, ki nimate toliko izkušenj, da igraš del tekme dobro, ampak na to te tekmo ne nagradi z rezultatom. Kako ste vi v tem obdobju spremljali vse skupaj to rezultatsko krizo Domžal? Ja, vsakemu igralcu je težko, trenerju, zamenjali smo trenerje, ampak igralci smo stali skupaj, tudi ob slabih rezultatih smo glave skupaj držali in upamo, da bo šlo zdaj na boljše. Ja, seveda najboljša recept za pokriti rane, da čim prej igraš, in to igrate sedaj že v sredo, najprej pokal, pa potem novo tekmo v prvenstvu, verjetno je tako najlažje pozabiti tiste slabše trenutke v preteklosti. Ja, strinjam, zdaj pokal treba zmagati, iti naprej, to nam bo dvignalo moralo v ekipi in potem na nove točke v prvenstvu. Benjamin, hvala in srečno. Hvala. Aleš Arnold, kaj reči po takšni tekmi, ko ste v prvem polčasu delovalo je, nadzirali tekmo, vodili z 1-0, na to pa v drugem polčasu kar nekako nerazumljiv padec vaše ekipe, za kar ste bili na koncu kaznovani zares v 91 minuti, ko praktično ni bilo več časa popraviti svoje napake. Kako ste videli vi to tekmo? Ja, ne povsem isto. Jaz ne bi govoril o velikem padcu v drugem polčasu. Sigurno nasprotnik riskiral več, ker ni imel več kaj izgubiti. Sta bila v bistvu polčasa različna. Praktično ni imel zrele priložnosti. Mislim, da je bil še en strel daleč, ki ga je Likar frontalno izbijal proti naprej. Ostalo je bilo pa vprašanje, ali bomo zabili drug zadetek ali ne. Tega nismo in smo prepustili v bistvu, da možnost, da se zgodi nekaj polnaključnega, kar se je zgodilo na koncu, kljub temu naše slabo izbijanje, malo preprozno v blok, zadela tudi našega igralca. Sigurno nekaj smole, ampak mi moramo pač pogledati na drug način, da v neki primoči, ki jo imaš in v teh situacijah in pol situacijah, ki jih je potrebno natančneje speljati zaključkih na gol, prej tekmo zaključiti na 2-0 in potem tudi taka stvar, ki se zgodi, ni kritična. Tekme nismo zgubili, je pa res škoda, ker bi si zaslužili vsekakor 3 točke. Se vam je zdelo morda, da so nogometaši kar nekako podzavestno dejali, imamo kontrolo nad nasprotnikom, nad tekmo, pa morda za kakšen procent vstopijo manj v duel oziroma počasneje, ne tako konkretno kot v prvem polčasu? Ja, sigurno, verjetno nekaj nihanja je bilo tudi v drugem polčasu. Dejstvo je tudi, da imaš ugoden rezultat in da te včasih situacija, bom rekel, mečkan zavre, da v bistvu mečkan počakaš, ampak na drugi strani, kot sem rekel, jaz danes razen tega, da nismo v napadalnem delu zaključili tekme in šli na 2-0, tudi to, kar smo prepustili nasprotnikov v drugem polčasu, zares ni veliko in pravim, da iz tega vidika, da bi govoril o pristopu, v slabšem pristopu, tokrat nikakor ne morem. Prihodnji teden vas čaka Olimpija, torej mestni derbi, kjer je Bravo v zadnjih letih kar konkretno oziroma večkrat povzročil nekaj sivih las Olimpiji. Tudi sedaj je takšno stanje, ko Olimpija ni v najboljšem stanju, ampak verjetno je to tekma, kjer ne moremo naprej napovedati zmagovalca. Ja, vsekakor. Olimpija ima svojo kvaliteto in je sigurno v položaju, ker bo želela zbirati točke, tako da tako kot sem rekel v izjavi pred tekmo, naša liga je tako nepredvidljiva, če pogledate, mislim, smo trenutno z 11 točkam na 12 točkam, 3 točke na 7. mestu in pa 3 točke oddaljeni od vrha lestvice, praktično smo vse ekipe skupaj. To govori o izenačenosti, to govori o nepredvidljivosti, tako da jaz mislim, da bo tudi ta tekma nepredvidljiva, ampak nesporno pa je, kdo je favorit. Aleš, hvala lepa in srečno. Martin Pečar, najprej iskrene čestitke za zadetek. Na koncu pa rezultat 1-1, ko ste imeli praktično vi kontrolo na tekmo skozi skoraj da celotnih 90 minut, gol pa ste prejeli v 91-92 minuti. Kaj je šlo po vašem mnenju narobe, da ste izgubili 2 točki danes? Ja, prvo hvala vam za čestitke. Na koncu smo imeli smolo, tako je pač, to je nogomet, odbita žoga, strel ni bil direkten čez vratarja. Nimaste kaj, to je nogomet, nimamo od kaj, gremo naprej, na Olimpijo smo že osredotočeni, danes nas ni nagradilo in žal je tako. Se vam ne zdi ta izguba 2 točk proti zadnjim Domžalam, da bi karkoli vplivalo na vašo mentalno pripravo za naprej? Ne sme vplivati,
ni lepo, tako izgubiti točke v zadnji minuti, ampak mi moramo dati glave gor in skupaj proti Olimpiji. Še ena malenkost, ki sem jo opazil, ko ste vi zadeli gol, pa tudi pri enem od kotov je bilo kar precej mivke ob igrišču, predvsem pa ta vas zadete, ko je žoga odskočila. Kakšna je travna ta površina? Vemo, da je nova, da je urejena, ampak žoga se zdi, da dostikrat odskakuje. Ja, jaz mislim, da je travnata površina dobra za igranje, pa so neke neprevedljive te skok žoge, ne vem zakaj, ampak meni se zdi dobro. Pogoji so dobri, pa ne vem zdaj razloga, mogoče se hitro odpira, ampak na to ne sme vplivati na tekmo in mi se borimo na teh površinah. Martin, hvala in srečno na naslednjih tekmah. Hvala vam. Tonči Žlogar, iskrene čestitke za osvojeno prvo točko za Domžale, pa začniva povsem na koncu. Ko je Faje dosegel gol, ste vi skoraj da stekli na sredino igrišča. Neko olajšanje oziroma veliko veselje je bilo čutiti pri vas. Kako ste se počutili takrat, ko je Faje dosegel ta gol v 92 minuti? Seveda sem bil presrečen zaradi fantov, ker so v dani situaciji dali vse od sebe. Mislim, da smo bili, bom rekel, da nismo Bravo dopustili velikih priložnosti. Igrali smo precej enakovredno, po moji oceni. Prvi zadetek smo prejeli po v bistvu naši izgubljeni žogi, ampak tudi za voljo nekoliko slabšega igrišča pred golom, ker je žoga pač nekoliko nesrečno odskočila in fanti so cel teden res dobro trenirali in se mi je zdelo prav kot neka nagrada za njih, da smo to točko dosegli. Pomembno je, da smo presekali ta niz porazov, da pa se zavedamo, da nas čaka ogromno dela, je nesporno. Predvsem, bom rekel, smo delali preveč tehničnih napak, izgubljali duele, ampak fanti so po moji oceni, marsikdo od njih je šel preko svojih zmožnosti, ker v danem trenutku so telesno slabo pripravljeni. In zato sem res vesel, ta točka je zelo pomembna. Psihološkega vidika, konec koncev na lestvici smo iz nič šli na 1, tako da že nek napredek, idemo reči, je videti. V prvem polčasu je bil tudi statistično gledano Bravo boljši, 5-0 je bilo v strelih v okvir vrat, ampak zdelo se je, da v drugem polčasu, da je bilo nekaj več energije strani domžalske ekipe. Kako ste vi videli ta drugi del? Ja, se strinjam. Mi smo v prvem polčasu imeli, bom rekel, neko idejo, ker smo jo dobro sprovedli do zadnje tretjine igrišča, potem smo imeli premalo, bom rekel, slabe odločitve, mogoče premalo strelov na vrata, premalo predložkov v kazenski prostor, ker smo imeli pač dva zelo dobra napadalca v kazenskem prostoru po svojih karakteristikah. Drugi polčas, ja, smo bili malo bolj agresivni, bom rekel, in tu pa tam smo dobili kakšen duel in na koncu nas je to nagradilo, tako da mislim, da taktično je bilo odigrano v redu. Moramo pa popraviti te tehnične napake, seveda se uigrati, dvigniti pripravljenost, biti bolj agresivni, vse to, kar gre zraven. Sedaj vas v sredo čaka pokalni obračun proti nižje ligašu, to verjetno pride prav, sedaj, ko je nov trener, ko se gradi na novi filozofiji v klubu. Je to tekma, ki vam sedaj ugaja? Ja, pokal je seveda tudi svoje tekmovanje, ne glede na to, da igramo z tretji ligašem, je Dob, bom rekel, mestni tekmec, tekma ne bo enostavna, tudi oni bodo motivirani, ampak jaz mislim, da zdaj smo pripeljali kar nekaj nogometašov, konkurenca med njimi je večja, tudi sam jih moram spoznati, nekatere sem danes pač tekom tekme spoznaval, dobiš pač neko idejo, vizijo za naprej. In ja, nova tekma, novo dokazovanje in seveda nam je cilj, da gremo na zmago. Tonči, hvala in srečno. Najlepša hvala.